Ok, moje ime je Tomaž Pangeršič. Najprej se zahvaljujem vsem, ki ste prišli. Še posebej Eleni Pečevič, ki je v bistvu omogočila to predstavitev. Povedal bom še to, da nisem ravno vajen takšnih javnih predstavitev, zato se kar naprej upravičujem za spodrslaje. Upam, da boste zdržali do konca. Da bi predstavil sistem treh informacijskih točk. Pa najbolj že kar začnemo. Časi, v katerih živimo in časi, ki prihajajo, so nedvomno časi velikih izzivov, kakor tudi časi velikih družbenih sprememb. In to ne samo v smislu nujnih družbenih sistemskih sprememb, kajti trenuten, aktualen sistem nam praktično pred očmi razpada. Govorim tudi o vplivu narave, ki je posledica tudi našega vzornega odnosa, ki smo ga izkazali zadnjih stoletij. Prav nedvomno so to časi velikih izzivov. In če se bo družba znala uspešno, oziroma da se bo uspešno spopadala z vsemi temi spremembami, bo vsekakor morala delovati povezano. Povezano pomeni harmonično. Kajti le na ta način bo lahko izkoristila vse svoje dane potenciale. Dane potenciale v smislu naravnih danosti, kakor tudi v smislu kulturnih danosti. Ok, pa si pogledajmo, kakšne izhodišča ima Slovenija. Slovenija ima v bistvu zelo pozitivna izhodišča. Prvi je vsekakor majhnost. Majhnost pomeni fleksibilnost in je vsekakor prednost. Ne verjamem vsem temu birokratskem stroju, ki nam skuša dopovedati, da je od Maribora do Ljubljane 1000 kilometrov, pa da potrebujemo 213 občin, recimo. Naslednja pozitivne danosti so vsekakor bogate naravne danosti, kakor tudi kulturne. Naravne v smislu, imamo zelo bogato biomaso kot samo, v smislu lege, nasplošno zelo lepa pokrajina, da ne omenjam niti pitne vode. Po drugi strani imamo v kulturnem smislu zelo velik bazen znanja, izkušenj in tudi nasplošno zelo bogato kulturno dediščino. V tem smislu lahko predstavljamo zelo relativno samozadosten mikrosistem. Imamo pa eno veliko težavo. Imamo jih veliko, ampak ta je zelo izrazita. In to je, da smo kot družba popolnoma razdrobljeni. Ne razdrobljeni samo v ideološkem smislu ali v političnem smislu, razdrobljeni smo tudi v smislu informacij. In ta razdrobljenost nam onemogoča, da bi oplemenitili tiste danosti, se pravi naravne, kot tudi kulturne. In tako pridemo do sistema treh informacijskih točk. Osnovne točke so kadrovska informacijska banka, infrastrukturna banka in idejna informacijska banka. Sistem treh informacijskih točk je v bistvu informacijsko orodje za kreiranje realnih projektov, katerega posledica bi bila nek zagon gospodarstva oziroma vračanje proizvodne na domača tla. Prav tako pa je orodje, ki tudi v bistvu združuje družbo na popolnoma apolitični ravni, neideološki ravni, združuje družbo v točki ustvarjanja. To je izredno pomembno. Ustvarjanje danes v tem trenutku je izredno pomembno. Prav tako je to orodje, ki omogoča boljšo komunikacijo med samo družbo in državo.
nudi informacije, kar je zelo pomembno, pinpoint, realne informacije o neizkoriščenem potencialu. Takšno orodje lahko postavimo na že obstoječi infrastrukturi. Prav tako ne predstavlja nobenega velikega tehnološkega izziva. Nujna je strokovnost, se pravi apolitičnost, sodelovanje, upravljanje, se pravi, da upravljajo sistem, razvojni inštituti, povezavi z univerzami, gospodarskimi zbornicami in tako naprej. Ok. Sprav, vidimo, da je v celotnem sistemu so v bistvu 3 informacijske točke. Bomo začeli kar najprej z kadrovsko informacijsko banko. Kadrovska informacijska banka nudi informacije o neizkoriščenem kadrovskem potencialu. Si pogledajmo. Brezposelnost. Brezposelnost vztrajno narašča in trend se očitno še nekaj časa ne bo ustavil. Prav tako ne moramo pričakovati, da se bodo vsi ti brezposelni v bistvu lahko zaposlili v že obstoječem gospodarstvu ali pa javnem sektorju, saj se za voljo krize oba dva krčita, zato da bi ohranila neko zdravo jedro. Se pravi, brezposelnost v vsakem primeru predstavlja en izmed največjih družbenih problemov, vendar, kaj pa če gledamo na brezposelnost iz druge perspektive? Če gledamo na brezposelnost iz vidika ustvarjanja, pomeni ta velika baza, mislim, da je 130.000 brezposelnih ta trenutek, govorim o približnih številkah, z vidika ustvarjanja predstavlja ta baza množico zanimivega znanja, množico neizkoriščenega kapitala oziroma kadrovskega potenciala. Pri kadrovsko-informacijski banki gre v bistvu za participacijo aktivnih brezposelnih. Kajti med temi 130.000 brezposelnimi sem prepričan, da je vsaj 20% zelo aktivnih in zanimivih kadrov, ki so pripravljeni za svojo samo uresničitev storiti še kaj več, kakor samo čakati na nek glas nekega podjetja. Se pravi, da so pripravljeni aktivno sodelovati. In če to pogledamo potem v številkah, 20%, 130 je približno 25.000 zanimivih kadrov. Se pravi, mi skušamo v kadrovski informacijski banki oblikovati aktivno kadrovsko bazo. To pa tako, da v bistvu vse brezposelne povabimo k prostovoljni participaciji v tej aktivni bazi. Na ta način dobimo kadre, ki so aktivni. Ta prenos, se pravi prehod iz, recimo, Zavoda za zaposlovanje oziroma te evidence v to kadrovsko bazo, ne pomeni nekega fiktivnega zmanjševanja brezposelnosti. Govorimo o centralni evidenci, se pravi, evidenca brezposelnih postaja centralna. Ti kadri, aktivni kadri, se evidentirajo, to je zelo pomembno, se v tej bazi evidentirajo kot znanje, sposobnosti, izkušnje in izobrazbe. Se pravi, ni imen, ni spola, nobenih osebnih podatkov, izključno kontaktna koda. Na ta način v bistvu mi dobimo odličen pregled neizkoriščenega kadrovskega potenciala in to na popolnoma nediskriminatoren način. Še eno stvar, ki bi rad omenil, je, menim, da individualen pristop kot politika nekega reševanja brezposelnosti je v bistvu napaka, ker v bistvu že sama realnost
zahteva neko skupinsko delo. In zato se v tej kadrovski informacijski banki tvorijo skupine, se pravi, tvori se skupinsko delovanje. To lahko omogočimo danes v času te visoke tehnologije, ki jo imamo na voljo, lahko tudi preko spleta, lahko preko raznih simulacij. Inštitut Jožef Štefan, recimo, je imel že pred 25 leti simulacije podjetij, ki tako ali drugače aktivirajo tiste, ki participirajo. Se pravi, na ta način mi dobimo zelo aktivno kadrovsko bazo, ki se povezuje med sabo in skuša sodelovati. Seveda, celoten sistem mora vsebovati tudi neke pravne inštrumente, ki bi v bistvu zavarovali proti zlorabam. To je eden izmed pogojev. Seveda, v tem primeru bi bilo lahko recimo kakšno novačenje za delo na črno ali kaj takega. Se pravi, neka pravni inštrumenti, pravne varovalke v celotnem informacijskem sistemu bi to vse skupaj nekako preprečevali. Zdaj pa, v bistvu vse te informacije, menim, da bi povzročili zanimiv efekt na družbo. Kajti, če se postavite v vlogo nekega ustvarjalca oziroma neke kreativne skupine oziroma civilne iniciative, ki bi, na primer, želela oblikovati neko socialno podjetje in želi pridobiti določen kader, kvalificiran kader iz določenih področij, v tem primeru lahko ta civilna iniciativa direktno pinpoint obera kadre oziroma vzpostavi stik z kadri, ki imajo določeno znanje in sposobnosti. In bistvo celotnega sistema v končni fazi je to, da vzpostavimo stik, da se povežemo. Informacija o znanju vpliva na družbo, družba reagira in vzpostavi se stik. To je prva informacijska banka. Druga informacijska banka je infrastrukturna informacijska banka. Tukaj nas zanimajo informacije o neizkoriščeni infrastrukturi. Se pravi, neizkoriščena infrastruktura, kaj pa je neizkoriščena infrastruktura? To je mrtev kapital. In to so zemljišča, stavbe, proizvodni stroji, gozdne površine, prazna stanovanja, ki so neizkoriščena. In kot taka, zaradi te lastnosti, so v bistvu že v osnovi povzročajo stroške. Nemo si nekaj pogledati informacijo, v bistvu dve zanimive raziskavi. Prva je ta, da naj bi imeli v Sloveniji največ traktorjev na prebivalca v Evropi, če ne celo v svetu. Po drugi strani pa je druga raziskava pokazala, da pridelamo le slabih 45% vse zelenjave, ki jo lahko pridelamo doma. Zdaj, iz te zadnje informacije lahko vidimo, da nekih 20-30% povečanja te pridelave zelenjave vsekakor predstavlja nek realen oziroma neko realno perspektivo. Po drugi strani nam pove, da imamo vsekakor dovolj traktorjev, da vse to obdelamo. In traktorji so v bistvu infrastruktura. In nas zanima ta infrastruktura. Še posebej neizkoriščena. Informacije zanimajo, recimo, malo bolj pojasniti, na primeri. Zanimivo, recimo, neizkoriščena infrastruktura je recimo tudi to, da je nek kmet, ki ima vso potrebno infrastrukturo oziroma vse potrebne stroje, da obdeluje toliko hektarov zemlje, ampak po sili razmer obdeluje le 20-30% svoje zemlje. Se pravi, da je 70%
Mrtev kapital, mrtva infrastruktura. In nas zanimajo te informacije. Recimo v naslednjem primeru, nek mizar ima enako, ima popolnoma vso infrastrukturo, spet po sili razmer, vso to infrastrukturo uporablja le 50%. 50% je mrtev kapital, je strošek. In te informacije nas zanimajo. Ok. Zdaj pa, vse te informacije v bistvu se v tej točki nahajajo na dveh nivojih. Prvi je prva je državna neizkoriščena infrastruktura. Se pravi, to je infrastruktura, ki je v državni lasti in mislim, da informacije okrog tega ne bo problem dobiti, ker državna infrastruktura je tudi družbena infrastruktura. Ne? Se pravi, zanimajo nas vsi propadli obrati, vse zapuščene stavbe, vse stanovanja prazne, vsi proizvodni obrati, vsi gozdna zemljišča. Se pravi, skratka, zanima nas infrastruktura v državni lasti, ki ni v uporabi. Okay. Prav tako pa nas zanima tudi zasebna neizkoriščena infrastruktura. Ampak tukaj pa nastaja problem, kako v bistvu motivirati zasebnike, da bodo podali vse te informacije. In tukaj v bistvu sistem omogoča dve vrsti motivacije. Prva, žal danes v tem materialističnem svetu, je vsekakor neka materialna korist. Druga, v mojem mnenju veliko bolj pomembna ta trenutek, pa je neka družbena, rečemo temu družbena odgovornost, solidarnost, se pravi neko povezovanje v skupnost. In na ta način, ko recimo, če si pogledamo, kaj bi motivirali nekega lastnika, čist recimo na primeru. V Sloveniji imamo preko 5000 majhnih lastnikov gozda, gozdnih površin, ki so popolnoma razdrobljeni po celi Sloveniji. Ne? Mnogi med njimi sploh še niso stopili v ta gozd. Imajo ta gozd, vendar ga ne uporabljajo. Ti lastniki lahko podajo informacijo, da imajo neizkoriščen kapital. To informacijo lahko delijo v sistemu na dva načina. Prvič, da podajo samo neko opisno informacijo, se pravi, imam 5 hektarov mešanega gozda, bukovega in hrastovega, lahek dostop v severovzhodnem, recimo, delu Slovenije. Lahko pa ta, ki bo podal informacijo, podal čisto vse podatke. Se pravi, na njemu v bistvu je, on se sam odloči, kako bo prezentiral te svoje informacije o neizkoriščenem kapitalu družbi. In zopet imamo ta efekt, ko nekdo, že sama informacija, ki jo bo dobila družba, bo povzročila reakcijo. Reakcija bo povzročila stik, kako se bo ta lastnik potem naprej dogovarjal z vsemi možnosti, ki jih bo dobil v strani družbe, je pač njegova odločitev. Lahko bo prišlo do najema, lahko bo prišlo do prodaje, lahko bo prišlo do kapitalskega sodelovanja. Možnosti je danes ogromno. Važno pa je, izredno važno, da znamo, da imamo prave informacije in da znamo vzpostaviti stik. Praktično sodelovanje. Ok. Da je pa tako, marsikdo bi lahko rekel, da v bistvu je vse skupaj gledano nekako preveč iz mikroekonomskega stališča, nekih, ne vem, tama 2 hektara njive, 5 hektarov gozda, ampak ni res, Moramo se zavedati, da danes podjetje, ki mu gre slabo, ni nujno, da mu gre slabo izključno zaradi tega, ker zaradi krize, lahko mu gre slabo, ker nima idej, ker nima prave, preprosto nima prave razvojne strategije. In to so tudi dejstva.
In tako podjetje lahko ponudi svojo infrastrukturo, informacijo o svoji infrastrukturi v tej točki z namenom, da bi dobil od družbe ideje. Recimo v tem primeru bi lahko rekli Peko. Peko je recimo en tak dober primer. Super tovarna, imamo znanje, vemo, kako delati, ampak menim, da vse mogoče na oblikovnem smislu malce vse skupaj peša. V tem primeru imamo dejansko zelo dobro infrastrukturo, nimamo pravih idej. Se pravi, na ta način bo neko podjetje večje, manjše, stopilo v stik z družbo in bo predstavilo svoje kapacitete, kako pa bo družba reagirala, bomo pa videli, kaj menim, da je družba samo kreativna tvorba, ki potrebuje na nek način le pogoje za ustvarjanje. Potrebuje orodja, prostor in ideje. To je v bistvu praktično cela poanta tega sistema. Ok. Nekako upam, da sem zdaj razložil tole infrastrukturno informacijsko banko, tukaj bi se lahko še poigravali, recimo, da ima en tak preprost primer, neko obuboženo lesni predelovalni obrat, ki ima vso potrebno infrastrukturo, obratuje le 40%, ko mi se preživlja, bo ponudil v to informacijsko banko informacijo, da ima to na voljo. Morda pa imamo v družbi nekega industrijskega oblikovalca, ki za voljo razmer danes v taksi ali pa je brezposeln in je recimo v kadrovski informacijski banki. Vendar ima zelo dobre ideje. Morda bi na ta način lahko dobili nekega v narekovajih novega Nika Kralja in 100 Rex številka 2. Se pravi, da gre za informacijsko povezovanje. Informacijsko povezovanje je v bistvu temelj za sodelovanje. To je prva točka, v kateri se v bistvu vse skupaj začne. Ok. Zdaj pa pridemo še zadnji, in to je idejna informacijska banka. Idejna informacijska banka nudi informacije o neizkoriščenem znanju. Pravi, tukaj nas ne zanimajo vse. Ideje, realni projekti, razne informacije, načrti. Se pravi, zanima nas, se pravi, zelo široko odprta platforma. Na nek način nekega ustvarjalca, pa je to lahko ustvarjalec ali pa sama država, ali pa neka civilna iniciativa, ali pa neko podjetje, zanima zelo širok spekter idej. In v tem primeru imamo zopet, se pravi, zbiramo vse informacije. Recimo, zanimajo nas informacije, tako rekla, zanimajo nas informacije prav tako nekega 13-letnega, zelo aktivnega mladeniča oziroma mladenka, kakor tudi ideje nekega 80-letnega upokojenega inovatorja. Se pravi, zanima nas cel spektr. Zdaj pa, ne me narobe razumeti, mi imamo že kar nekaj projektov, ki v bistvu spodbujajo to vrstno dejavnost, se pravi, imamo razne start-upe, kickstarte, pa vse te odlične zadeve, vendar, a se je kdo vprašal? A res moramo vsi danes postati podjetniki? A si res želimo vsi danes postati podjetniki? Jaz mislim, da ne. Se pravi, nas zanimajo tudi ideje tisti, ki si ne želijo biti podjetniki. Recimo, arhitekt. Arhitekt danes, zopet zaradi krize in slabih časov, zelo aktiven in ustvarjalen, v sili razmer postavlja kofarjeve kocke po celi Sloveniji. Doma pa mu leži najmanj 30 odličnih načrtov, ki jih nihče še ni videl. In to nas zanima. Zanimajo nas modne kreacije nekih oblikovalk. Se pravi, zanima nas vse informacije, oziroma ideje, oziroma projekti, tudi tisti, ki pač nikoli niso ugledali luč sveta, se pravi, ležijo zapuščeni v predavanju.
s tem v bistvu dobimo ogromen nabor idej. Zdaj pa, zopet pridemo do motivacije. Kako pripraviti družbo, da bo sodelovala v bistvu aktivno v tem sistemu? Zopet sta dva nivoja. Prvi je neka materialna korist oziroma neko sodelovanje, ki ga bi v bistvu ta perspektiva ponuja, druga pa preprosto neka družbena odgovornost oziroma solidarnost. In tukaj lahko ta, ki poda neko idejo, projekt, sam določi, ali bo njegova ideja v tem sistemu izključno opisne narave, da jo bo zaščitil, se pravi, bo osnovna ideja v opisnem smislu, kako se bo potem vse skupaj nadaljevalo, je pač stvar reakcije družbe. V drugi strani, če pa je vaš motiv, recimo, neka družbena dobrobit, boste pa morda podaril svojo idejo družbe. In v tem primeru vi lahko svojo idejo preprosto odprete in jo servirate. Se pravi, zopet gre za informacijo, stik in stik povzroči sodelovanje. Ok? Recimo, ta idejna informacijska banka bi lahko v določenem času, če bi družba na nek način vzljubila, se pravi, sprejela to orodje in začela aktivno sodelovati, bi morda začel ponujati presežek nekaj idej. Se pravi, na nek način v končni fazi bi lahko imeli 200 ali pa 300 ali pa 5000 nekih arhitekturnih načrtov ali pa nekih modnih kreacij ali pa celo računalniških programov, ki jih mi kot družba, majhen sistem, ne bomo mogli v bistvu plemenititi. V tem primeru je to vsekakor potencial, da povabi tudi investitorje. Se pravi, ta ideja lahko deluje tudi v drugih družbah. In na ta način ima ta točka nek potencial, da nastane, v narekovajih, borza znanja. Ok, zopet imamo pravne inštrumente, ki v bistvu na nek način zagotavljajo varnost proti zlorabi in tako dalje. Ok, se pravi, celotna, zdaj pa tako, v bistvu celoten sistem, kot vidimo, ponuja zelo bogato informacijsko bazo v ključnih točkah, na točki razpoložljivosti kadrov, neizkoriščenih razpoložljivih kadrov, neizkoriščene infrastrukture ter tudi neizkoriščenih idej. In prav tako ta sistem, poleg tega, da ponuja vse te pinpoint informacije, realne informacije, na nek način vsebuje tudi elemente socializma, kapitalizma in tudi neposredne demokracije. V bistvu, kar se neposredne demokracije tiče, bi rekel, da v bistvu ta sistem postavlja to še na višjo raven, se pravi, ne govorimo o neposredni demokraciji, ampak govorimo o neposrednem upravljanju, o neposrednem kreiranju. Tako da nekako celotna zadeva, da sem jo nekako predstavil, kakor to logično, če se zdaj recimo postavimo v vlogu uporabnika, lahko se vidimo, da nam v bistvu omogoča nešteto različnih kombinacij. Recimo, neka ekipa v kadrovski informacijski banki vidi nek potencial v infrastrukturni informacijski banki in se v bistvu začne informacije med sabo povezovati. Se pravi, lahko sistem delujejo znotraj samega sebe, lahko pa tudi predvsem z sodelovanjem družbe. Zdaj pa, sodelovanje družbe je ključno, pravi, da in tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da uporabimo propagando. Propaganda je v bistvu zelo močno, velikokrat se uporablja tudi v napačne namene,
Ampak, če pa uporabljamo propagando pozitivno, lahko v bistvu na podlagi primerov, pozitivnih primerov, ki so se razvili na podlagi tega sistema, sporočamo, v bistvu pozitivno propagiramo ta sistem in vabimo družbo k sodelovanju. Prav, zelo pomembno je, da bi družba na nek način videla v takšnem orodju, kajti to je orodje, nek, kako bi rekel, nek sistem, skozi katerega se lahko poveže, oziroma skozi katerega lahko ustvarja. Pravi, namesto, da se povezujemo v ideologijah, v nekem politikanstvu, se raje povežimo v ustvarjanju. To nekako bi bilo, upam, da vseeno, upam, da sem bil dosti, kar se logike tiče jasen. Mogoče bi še eno stvar povedal. Orodje danes, kako se mi zdi, da se današnja družba premalo zaveda, kako pomembno vlogo imajo v bistvu sama orodje. Poglejmo si kolo. Imamo tukaj možnost videti variansko kolo. Kaj pa je kolo? Kolo je orodje. In orodje kot tako, kolo, je radikalno vplivalo na razvoj družbe. Zdaj pa, danes so orodja seveda napredovala se pravi zelo, in problem je, da preprosto teh orodij ne razumemo prav dobro in zato, namesto da bi orodja uporabljali za to, da z njimi, da z družbo oziroma si pomagamo z upravljanjem, so ta orodja predvsem v pomoč, da smo z njimi upravljani. In to je velika razlika. Orodja so vsekakor zato, da z njimi upravljamo, vendar jih moramo pri tem razumeti. Nekako to bi bilo to, zdaj pa kar, da nisem bil ta monolog, ki bi mogoče malo dolg, ampak tam, da ste zdržali. Pa kar... Meni se ti super in tudi mislim, da bi mogli to slišati vsi na gleda. Ja, se to je. Ja, da ni manjka ideje, tako da dejansko so to pohvaljene rane, ko govorimo je prazne fraze, sami ne vejo, kaj govorimo. Ja, to je res. In v bistvu to je zelo preprosta ideja, ko bi se lahko aplicirala rečemo po enem mestu, ne? Tako je, točno to, tako je. Pač praktično za svoj nič delovanje. Tako je. Nobenega velikega vložka na že obstoječi infrastrukturi in za že obstoječim se povabi pač neka povabijo, da to obstaja in da ne se ljudje opisujo, da pač to funkcionirajo in to je to, ne? Vsekakor, recimo, bi bila iz stališča države, v bistvu to orodje tudi zanimivo, ker v bistvu tudi država ima ogromnih razvojnih inštitutov. In če vidimo recimo tudi en zanimiv podatek je to, da smo od 4 milijard, koliko so nam bilo na voljo evropskih sredstev, izkoristili samo 2 milijardi. In država bi lahko z vsemi temi informacijami veliko lažje tvorila razne projekte, kot socialno podjetništvo. In to je tisto, se pravi, veliko bolj efektivno bi uporabljalo v bistvu vsa ta sredstva, ki so na voljo za razvoj, skozi v bistvu vse te informacije in bi v bistvu potem nekako tvorila razne kombinacije. Tako da ja, točno. Vsekakor velika korist državi in tudi družbi. Vse ravno to je v bistvu nekako cel point tega orodja, da na nek način poveže družbo in državo v neko skupno ustvarjanje, ki ne temelji pač na nobeni ideologiji oziroma na nobenem politikanstvu, pač izključno samo v ustvarjanju. Ustvarjanje je v bistvu en izmed osnovnih veznih tkiv družbe. Družba se vsekakor lahko povezuje v ustvarjanju veliko bolj,
kot v nekih ideologijah, sploh pa danes slovenska. Ne? Slovenska družba se danes ne more povezati, oziroma se zelo težko poveže v ideologiji oziroma na nivoju politike. Se pravi, se pa lahko poveže na nivoju ustvarjanja. Ne? In to je recimo nekako, ko je Elena rekla, zelo enostavno informacijsko orodje, ki druži družbo vse elemente v neko skupno ustvarjanje. Za ponudno je prilični slika zavod za poslovanje, ko imaš jasno desko, imaš meter po višino pa 3 meter višino, ne nič ne napisane oglase za delo. Ja. Zato tudi, recimo danes praktično imamo, to je dober point, ne? V bistvu imamo praktično vse podatke o kaj potrebujemo, noben se pa ni vprašal, kako bi lahko družba videla vse podatke o, se pravi, neizkoriščenih kadrih. Ne? In recimo, s tem bi družba lahko pinpoint pobirala ven iz te baze brezposelnih, v bistvu s tem kontaktom, ne, ven vse brezposelnih. Tako da... Še to spomeni, da se lepo telefone, mislim tudi informacijska pobešenka, ne vem, Ja, tako, ja. V bistvu je popolnoma nediskriminatoren prikaz. Ne? Se tudi v bistvu vse informacije, ki jih tudi na nivoju infrastrukture ali pa ideje, so v bistvu lahko čisto opisne informacije. In s tem praktično dobimo prikaz neizkoriščenega potenciala. Neizkoriščen potencial pa je v bistvu v časih krize, ki ni velikih, kako bi rekel, ko ni denarja, ne? Je to kapital, ki ga lahko brez problemov plemenitimo in zaženemo v bistvu gospodarstvo. To, da se bo gospodarstvo vrnilo na naše tle oziroma na naša tla oziroma proizvodnja, pa je nujno dejstvo. To je v bistvu tudi OPM, ekonomija, veliko o tem tudi pišamo. V bistvu ta princip, da se sposobnemo o tem. Tako je, točno to. Problem... Prevoz, kaj so uporabe. Tako. To je zanimivo. Ne? Zanimivo je to, da v bistvu na nek način bi civilne iniciative oziroma gibanja tudi pomagale, oziroma tudi to orodje na nek način pomaga malo spreminjati to našo mentaliteto, ne? Ker moramo se zavedati, ne, da na nek način si vsak hoče nek svoj vrtiček narediti, ne? Oziroma da danes pridemo do tega, da nekdo pač si raje, rekel tako malo ponastavljen, novo odreže, kakor da bi pustil, da bi kdo uporabil recimo njegov neizkoriščen kapital. To je v bistvu samo problem v mentaliteti. Ne? Ko bi družba videla, da lahko s sodelovanjem lahko veliko bolj plemeniti svoj neizkoriščen potencial, ne? Bi v bistvu to postalo sigurno tako veliko bolj aktualno. Ne? In ravno v tem je stvar vsega, se pravi, v sodelovanju oziroma ustvarjanju nekih pogojev za sodelovanje. Ne? Se pravi, informacija je vsekakor prva točka, ki sproži neko reakcijo pri družbi in se pravi sproži neko sodelovanje. To je to. Če kdo kaj